Pozdravljeni. Verjetno se marsikdo izmed vas sprašuje, kaj je bilo za tisto kaznijo, ki so jo dobili pri Red Bullu, veliki nagradi Združenih držav Amerike. Po koncu velike nagrade Združenih držav Amerike so se pri ekipi iz Milton Keynesa znašli pod preiskavo. Ampak prekršek je bil storjen neposredno pred samim štartom dirke v Avstriji. Eden izmed mehanikov Red Bulla se je preveč časa zadrževal na progi. In jasno nam je, da v trenutku, ko se začne formacijski krog, je treba vse tiste, ki na progi nimajo kaj iskati, hitro usmeriti za zaščitni zid tam ob komandnih pultih. In to je standardna procedura in v bistvu gre za varnost vseh nastopajočih. Kaj hitro se lahko zgodi, da ostane na progi kakšen drobec, kakšen del bolida, ki ni pritrjen, morda kakšen kos orodja, ki so ga mehaniki pozabili, in ta neposredno po štartu bi lahko odletel in zadev člana izmed katerih ekip, če bi si le-ti nahajali na sami progi. In prav zaradi tega, zaradi kršenja varnostnih predpisov, so pri Red Bullu dobili kazen 50.000 evrov. Seveda, če prekrška ne bodo ponovili v bližnji prihodnosti, bodo plačali samo polovico, torej 25.000 evrov, kar je še zmeraj izjemno visoka vsota. Ampak po drugi strani gre za izjemno redek, zanimiv prekršek. Namreč, kot bomo videli v ozadju, se skriva zgodba, ki jo marsikdo izmed nas ne pozna podrobno. Torej, zakaj gre? Če beremo poročilo, katerega smo že na hitro omenili v samem komentarju, nam bo jasno, da je član ekipe Red Bull dobesedno ignoriral tiste napotke, ki so mu jih dali varnostniki. Ko so ga opazili, da se še zadržuje na progi, ko se je začel formacijski krog, so ga povabili, da čim prej zapusti nevarno območje in gre za tisto zaščitno ograjo. Ampak član ekipe Red Bulla tega ni storil. Seveda, ker je imel druge opravke. In kakšni so bili ti opravki? Enostavno, hotel je odlepiti nalepko, ki so jo pri ekipi McLaren postavili na tisti zaščitni zid. In marsikdo se bo začel sedaj spraševati, zakaj je bilo potrebno pri McLarenu lepiti nalepke na tiste reklamne napise, ki so vsem nam navdušencem dobro vidni. Šlo je za to, da so pomagali Landu Norrisu. Tista kontrastna nalepka mu je služila kot pomoč, ko se postavlja na svoj štartni položaj. Dobro nam je znano, da pravzaprav vozniki nimajo kakšne vidljivosti iz svojih sedežev, še posebej, kar se tiče štartnih položajev. Znano nam je, da se je marsikdo postavil narobe in zato so dodali seveda dodatne črte, ki naj bi pomagale voznikom seveda postaviti se v tisti idealni položaj. Ampak po drugi strani izgleda, da ima Lando Norris težave. Zato so pri McLarenu nekako začeli lepiti ob sami progi črte, kjer Lando Norris z 2 točkama na svojem bolidu
dokaj točno ustavi letega v tisti štartni boks. Podobno kot če bi rabil mehanske merke na strelnem orožju. Ima 2 točki, seveda na samem bolidu, ki so lahko na primer na vzvratnem ogledalu in tistem aerodinamičnem profilu nad kolesom, in seveda to poravna s črto, ki je dobro vidna na okolici. In kolikor bi pri Red Bullu odlepili to črto, bi Landa Norrisa že na samem začetku nekako razburili in načeli njegovo koncentracijo. A marsikdo se bo sedaj začel spraševati, kaj ne znajo vozniki Formule 1 postaviti svojega bolida tako, da ne bi rabili takšnih zunanjih pomoči. In tu je treba povedati, da Lando Norris je eden izmed redkih, ki rabi takšno pomoč, ampak po drugi strani, če pogledamo malce razvoj, bomo takoj ugotovili, da položaj, v katerem se nahaja voznik, se je skozi zgodovino seveda spreminjal. Če pogledamo od leta 1950 do sedaj, je glava voznika zmeraj nižje in nižje. Po eni strani bi lahko dejali zaradi varnostnih razlogov, ampak po drugi tudi zaradi tega, ker so tako zmanjšali čelno površino in posledično zračni upor. Seveda, za manjšo čelno površino je tudi manjša tarča, katero mora nek drobec zadeti, ampak bodimo iskreni, varnost v Formuli 1 je bila zmeraj propagirana kot prioriteta, ampak v resnici je bila mnogokrat sekundarnega pomena. In da si kdo ne bo mislil, težave Landa Norrisa sploh niso nekaj novega v Formuli 1. V moji roki je maketa Tyrrella P36, znanega šestkolesnika, ki ima poleg 2 parov koles na prednjem delu še neko zanimivo. Tu ob strani pod vzvratnim ogledalom ima okno. Okno je pa tam zaradi tega, ker je bolid tako ozek, da praktično voznik ni videl, kje se bolid dobesedno konča. Pri tistih, ki so imeli standardno širino, je bil seveda kot manjši in seveda zaradi tega je bilo možno videti iz vozniške kabine, kje je dobesedno konec same platišča. Tu, ker je kot bistveno bolj oster, je pa seveda bila zadeva drugačna. Zato je bilo potrebno imeti takšno okno. Torej, že najmanj leta 1976 so v Formuli 1 imeli podobne težave. Ampak po drugi strani, na veliki nagradi Združenih držav Amerike, ni bilo prvič, da so pri McLarenu tako pomagali Landu Norrisu. Namreč med fotografijami, ki so jih objavili, če se ne motim, pri televiziji Sky, vidimo bistveno boljše posnetke, te nalepke, ampak če smo pozorni, bomo videli, da takrat McLaren ni v barvni shemi, ki smo jo bili deležni na progi v Avstriji. In rad bi vam poudaril še nekaj. Pri McLarenu so pričakovali, da bo skušal nekdo odtrgati to nalepko. Zato je bil trak, ki so ga uporabili, narezan. Torej, v enem poizkusu se jo ni dalo odlepiti od začetka do konca, kajti križno je nalepka bila narezana in mehaniku Red Bulla je uspelo odtrgati le en. Ker je hotel nadaljevati s svojim delom, je seveda zamudil tisti pravi čas. Zato so ga opozorili, dobili, ker Red Bull kaznovali. Vidimo lahko, da naprimer pri Red Bullu so začeli svojo, lahko bi dejali, rahlo umazano igro. Hočejo izkoristiti vse, kar imajo na volji, da bi naprimer Maxu Verstappenu
dali določeno pomoč. Ampak pri Meklarnu v bistvu delajo isto. V pravilniku nikjer ni izrecno prepovedano, da bi ekipe lahko lepile nalepke na tiste reklamne napise ob robu. In seveda pri Meklarnu skušajo pomagati Landu Norrisu. In tudi so pričakovali, da bo nekdo, morda pri Red Bullu, skušal ta njihov signal tudi odlepiti v zadnjem trenutku in so zato preventivno uporabili takšen tip nalepk. Torej, v Formuli 1 v bistvu nimamo dobrih in zlih. Imamo hitre in seveda one, ki bi si to želeli biti. In če hočeš biti hiter, je seveda premalo, da igraš pošteno igro. Če si hiter, izkoristiš vsako možnost, ki ti je dana na voljo. Po eni strani to, da ti zunanji signal kaže tisti idealni položaj znotraj startnega boksa, v drugem primeru pa, če svojemu nasprotniku odvzameš ta signal, imaš lahko ti prednost. Torej, zopet dokaz, kakšna je Formula 1. Šport, kjer športnost moramo razumeti koliko drugače. Ampak mnogokrat mi, navdušenci, pozabimo na to. A za danes bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.